Pa smo prilezali tudi do Albanije. Malo smo imeli počasen tempo, ampak se vseeno. Tukaj smo, na meji, čakamo in kmalu bomo na drugi strani. Prvi kilometri po Albaniji so za nami. Čez mejo je šlo vse brez problemov, noben ni nič kompliciral, tudi zelo hitro smo šli čez. Tako da nasvet je ta, no, ne čez vikend, čez mejo pa boste po moje imeli tudi vi nič stresno in zelo hitro boste čez. Danes je bila budilka nastavljena za ob 5 zjutraj, saj gremo do Modrega očesa, v bistvu do manj znanega blizu vasice Teth. Hodili bomo približno 1 urco, no, in da se izognemo vročini, pa da kasneje odrinemo naprej, smo zato tudi tako zgodaj vstali. Aja pa ni, ker je preveč vode. Do vasice Teth je sicer zaenkrat mogoče samo 4x4 pogonom ali pa celo peš, ampak že gradijo cesto, no, tako da jaz mislim, da naslednje leto boste tudi že vsi avtodomarji ali pa tisti, ki potujete z avtobusom, backpackali, lahko že v Teth. Razgledi so res nori. Na nek način sploh spominja ta soteska kar na našo dolino reke Soče, ampak se splača malo gugati po vseh kamnih in odročnih poteh. Albanija ima 380 km obale, tako da normalno se gremo tudi mi kopati, pa tudi domačini hodijo tja kar z avtom, tako da smo tudi mi to izkoristili. Jaz sem zelo rada Turčijo, no, in zato me je tudi tale sprehod po bazarju v kraju Kruje mi je bil kar pisan na kožo. Včasih je tudi Otomanski imperij segal v Albanijo, tako da so kar precej vidni ostanki od tega obdobja. Hrana v Albaniji je sicer poceni, ampak pa še pa kdaj tudi takole kaj zakurati, pa si sam kaj skuhati, sploh če je tako dober, kot je tale današnja večerja.